Super, najlepša hvala, Nina, za uvod. Ja, kot smo slišali, smo seveda veseli, da je Dan v naši družbi predavatelj, mentor, profesor, raziskovalec, ornitolog, aktivni državljan, antropolog. Ornitolog. Sem nekje zaznal. Jaz sem opazovalec opazovalcev, da se ne bom v kako drugo vlogo zdaj prelevil. Oni opazujejo ptice, jaz pa opazujem njih. Opazovalec ornitologov, aktivni državljan, antropolog, znanstvenik na področju novih tehnologij in družbenih medijev, komentator pojavov in fenomenov, ki, kot sem slišal, ga je včasih precej težje zvleči stran od doma. Včasih je bil precej bolj pogosto v družbi, zdaj pa smo res veseli, da se nekako spravi v družbo in pove nekaj več misli. Tako da pozdravljen Dan in za začetek, če te ne moti, bi dal en kratek vprašalnik s tabo čez. Okay. Nekako bo poskušala odgovoriti čim hitreje, vprašanja so sicer takšna, ki zahtevajo mogoče tudi kakšen bolj poglobljen odgovor, ampak prideva k njemu kasneje. So pripravljena? Okay. Rdeča ali modra tabletka? Modra sem že v teh letih. Platon ali Harari? Platon. Ker? Ker votlina, pa se rad zavlečem tudi samo kako votlino. Česa te je bolj strah, da se AI začne zavedati sebe ali da ostane brez zavesti? V bistvu me je najbolj strah, da ostane brez zavesti in osvoji svet. Potem nam bo vladal nekakšen zombi, ki se ne bo zavedal sebe, ampak bo mogoče vsemogočen. Če bi se le zavedel in če bi se mi zavedali, s kakšnimi grožnjami se srečujemo, tudi zaradi umetne inteligence. Kje so meje nadzora, ki spremljajo pridne in poredne? Ja, na meji vrat otroške sobe. Računalnik ali telefon? Čim večkrat računalnik, zato da ne gledam preveč v telefon. Kako ozdraviti neosredotočenost? Tako, da se odklopimo, da gremo na sprehod, sami, po možnosti brez telefona. Katere ptice še nisi uspel videti? O bog sveti. Čakaj, katere ptice še nisem uspel videti? Čakaj, razmišljamo, kak je zanimivi. Vodomca sem videl sem tudi od teh bolj redkih in nenavadnih zelenonogega martinca, recimo. Nisem vedel, da sploh obstaja. Kdaj ti je bilo na predavanju najbolj nerodno? Ko sem zaspal. Med svojim predavanjem? Ja. Prideva. To je bilo v Romuniji na neki okrogli mizi, pač bil sem gost in imel na ušesih slušalke, nekdo je prevajal res dolgočasno iz romunščine v angleščino, šel sem spat pozno in vstal zgodaj in med tistim predavanjem, ne vem, zadremo mogoče za sekundo, mogoče za 5 minut, nimam pojma, da sem se potem zdramil in pogledal na okrog, vsi so se delali, kot da se ni nič zgodilo, jaz pa tudi. Kako bi priporočil Party Robics? A bo tiho tem, a to si šel ti prav pregledati moje profile. Ja, a kako bi priporočil? Zakaj je tako dobro? Zakaj je tako dobro? Ja, zato ker se razplešem, pa zato ker sem blažen med ženami, zato ker pač sem edini predstavnik moškega spola, ki hodi na to obliko zabave. To je party aerobika, zabavna aerobika. Meni je res zabavno. Za katero knjigo ti je žal, da ji nisi ti napisal? Pojte, drobne ptice, tam je prišla na misel, mogoče zdaj, ko se toliko pogovarjamo o ornitologiji. In pa še, kaj nas skrivaj spremljaš? Kaj spremljam? Kaj nas skrivaj spremljaš? Tako da mogoče... To pa ne povem. Sem upal, da te bom dobil. In še zadnja, katere celjske besede v Ljubljani ne pozabiš? Zdravo, to uporabljam redno, ta pozdrav, tako redno, da se ga je naučila že sosedova papiga in ko pridem domov, me ona zdaj pozdravi. Zdravo, zdravo. Zato, ker nisem enkrat rekel živjo, kar sem se preselil v Ljubljano, to je bilo leta 1993, ker v Celju se pozdravljamo ali zdravo, pa še to je bolj uradno, tako za
mednarodno javnost, pa za odmeve recimo, ne, mislim, mednarodno, mislim, tudi v Kranju rečem zdravo. Sicer pa sjavs, v Celju rečemo sjavs. To je serbus ali pa sjavs po celsko. Ampak ne bom na odmevih rekel sjavs. Rosvita, sjavs. Bi bilo zanimivo. Hvala, odlično. Mislim, da smo dobila kakšno izhodišče tudi za kasneje, sploh glede tega party aerobicsa se bo še vrnila, ampak če se nekako lotva najprej na literarno. K temu se bo vrnila, ok. Te bom prosil za kakšno vajo, če nam predstaviš. Tukaj imamo tudi stopničko. Greva nazaj na literarni del. Dan, kaj te je v bistvu spodbudil, da si začel s pisanjem? Si leta 2019, ko si izdal Videne, mislil, da boš pisatelj oziroma da boš izdajal knjige? Mislim, od nekdaj rad pišem, saj tudi pisanje znanstvenih knjig in tudi teh, ki jih pišem sam, je upam tako, da so dovolj poljudne in včasih tudi malce bolj literarne, leposlovne, da se jih da brati. Meni je osebno cilj, da pride to, kar počnemo v znanosti do ljudi, da pišem na razumljiv način, da podajam tudi skozi zgodbe neke ugotovitve z terena in da ne zameglim tistega, kar ugotovim bolj, kot bi bilo potrebno, temveč ravno nasprotno, da so stvari jasne. In k temu, da sem napisal roman, me je spodbudilo pa tisto, kar se je zgodilo vsem nam skupaj, ne, pandemija covida, ki se mi je zdela kot neka znanstveno-fantastična zgodba. Kot da smo se prebudili v nekem novem svetu, ko smo se začeli pozdravljati kot Mr. Spock v zvezdnih stezah z dvignjeno roko in z besedami live long and prosper, torej živi dolgo in uspevaj. In jaz mislim, da je bil ta čas bolj pomemben, kot si zdaj mislimo, da je. Tisti prelomen čas, medčasje, smo pometli nekam pod preprogo, ampak jaz mislim, da nam nudi pa vpogled v našo znanstveno-fantastično prihodnost, ki ni tako daleč. Takrat smo v pandemiji covida mimogrede preživeli 13 ur dnevno pred zasloni v povprečju, odrasli ljudje. Zakaj? Ker smo se nadaljavo družili, nadaljavo smo delali, nadaljavo smo se ljubili, nadaljavo smo si iskali partnerje po Tinderju, katerega delnica je takrat dobesedno eksplodirala in šla v nebo. Nadaljavo so se naši otroci učili, jaz sem predaval nadaljavo, vse je bilo nadaljavo. In če bo taka družba tudi v prihodnosti, to me zanima, kaj bo od nje ostalo. Jaz mislim, resno mislim, da dajmo pogledati v ta prelomni čas in se večkrat spomniti, kaj je bilo v njem dobrega in slabega. Ker mislim, da ni bilo samo slabo, tudi marsikaj dobrega smo se lahko naučili, predvsem o naš samih in naši družbi. In zato je takrat začelo nastajati to znanstveno in fantastično delo hkrati. Znanstvena fantastika. En del krizolacije je znanstven, drugi pa je fantastičen. Najprej bi moralo biti naslov tema dvema knjigama Ostani doma, ampak se mi je zdel ta naslov tak, da sem se že sam potem držal za glavo. Vse se spomnite tega slogana, tudi hashtaga, ključnika, stay home, ostani doma. In krizolacija pa se mi je zdelo nekaj, kar je bolj odprto za prihodnost, nekaj, kar združi dve besedi, krizo kot najbolj normalno stanje sveta, ta hip, žal. Če zdajle pogledam na telefon, kar bom storil, ker ga imam seveda s sabo, piše mi pogovor literarno o zvezdi, to sem že oddelal, nek opomnik se mi je pojavil, ampak bom pogledal na RTV Slovenija, na ta portal, kaj se dogaja po svetu, da vam ne bo treba gledati na telefone. Prva novica, Gaza. Trumpov predlog o prilastitvi Gaze sprožil številne negativne odzive iz sveta. Druga novica, Slovenija. Ministrica umaknila predlog reorganizacije. Javna služba kmetijskega svetovanja ostaja pod KGZS-jem. Zdaj ne vem, ali je to dobra ali slaba novica. Policijska akcija v Sarajevu, 5 osumljenih povezanih z umorom Zovka na prostosti. MPU zavrača očitke o nepredložitvi dokazov. Skratka, kriza, 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 kriza. In leto 2020 je, mislim, da začetek tega, čemur pravim v teh knjigah, trajna kriza. Tu noč smo.
Je pa res, da če se spomnim, ne vem, tudi Naomi Klein pa njene doktrine šoka, nekako je bila ta doktrina, ko bomo s krizami in s šokom vladali, že napovedana, se je napovedovala. Mi je pa zanimivo, da je šele pandemija koronavirusa nekako spodbudila to, čemur praviš homo insulatus. Dolga osama je oblikovala brodolomce na samotnih otokih, ločenih od celine. To so samostojni, nepovezani otoki, ljudi, ki pravzaprav sedijo pred zasloni med 4 stenami in imajo občutek, da so povezani s skupnostjo, ampak hkrati so popolnoma odklopljeni tudi od sebe. Dejansko se to najbrž brez tovrstne pandemije, ta doktrina šoka ne bi mogla tako manifestirati, da smo prišli do takih radikalnih skrajnosti. Se strinjam, nisem teoretik zarote, nobene. Čeprav bi si želel biti, tudi zato, ker mislim, da lažje je biti na nek način teoretik zarote, potem si znaš vsaj ta svet razložiti na nek način, ne? In si kot detektiv, kot Sherlock Holmes, ki kar naprej išče dokaze za to, da se dogaja neka globalna zarota, da obstaja tam neka klika, kabala, ki vodi svet nadaljavo. Ko bi le, včasih me spominja to na tisti film, Ko to tam opeva, se ga poznate, ne? Ko zaveže oče sinu trak okrog oči, pa mu reče, primi ti volan in vozi Miško. No in mi smo v tej situaciji, v tem avtobusu, Miško vozi z zavezanimi očmi, pač Miško tu smo prepustili volan, ne vemo kam pelje, a pelje v prepad, ali pelje po cesti, vseeno. In jaz resno mislim, da tisti, ki vozijo ali pa vodijo svet, ne vejo kam peljejo. Govorim od ta hip najmogočnejšega predsednika Donalda Trumpa, ki že 2 tedna vozi, pa ne vemo točno kam. Danes, včeraj je razglasil, da je Gaza izgleda fantastično, kot neko gradbišče, tule bi se znali narediti krasno letovišče, recimo, ne? To je izjava, ki se mi zdi meni osebno grozljiva, no? Kot da bi rekel, krasno, Auschwitz, tule bi se dal pa narediti kako veleblagovnico ali pa kak zabaviščni center. Ampak to je danes del normalnosti, to je ta čas krize, ki ga znajo seveda populisti tudi izkoristiti sebi v prid. In kriza je čudovito gojišče za populizme, ki se ne razraščajo seveda samo v Združenih državah Amerike. Trump ni vzrok krize, je prej posledica krize, ki jo pa seveda hkrati sam ustvarja, zato ker na ta način pridobiva podpornike. Ampak populisti vznikajo povsod, od Mileja v Argentini do Borisa Johnsona v Združenem kraljestvu, do še marsikoga po svetu, domačih pa ne bom omenil v tem kontekstu. Všeč mi je, da si izpostavil teorijo zarote. Se mi zdi, da je marsikomu od teh politikov pomagalo ravno to, da so z raznoraznimi zarotami, z fake news, z pravzaprav neko demagogijo, ki je do zdaj nismo poznali, pridobili volivce. Mi je pa zanimivo, da teorija zarote dostikrat, vsaj tak občutek imam, je res tista najbolj preprosta razlaga in mogoče si kakšnih stvari ne znamo razložiti. Recimo primer princese Diane, umrla je v prometni nesreči. Ali lahko nekdo tako slaven, tako pomemben, tako znan umre v prometni nesreči? Ali moramo potem iskati en kup enih teorij zarote, da jih nalepimo zraven? Se mi zdi zelo podobno to, kar se počne v zadnjem obdobju, da se na neke stvari, ki bi jih lahko logično razumeli, lepijo razne etikete. Ja, in tudi zato, recimo podnebna kriza, ne? Pač res živimo v času podnebnih sprememb, kar ni težko ugotoviti, če pogledaš čez okno. Včasih je bil sneg, danes ga ni več, recimo, ne? Pač nekaj se spreminja. In ja, pač globalno podnebje se segreva. Seveda lahko iščeš kakršnekoli razloge, vzroke, kaj je zadaj, zakaj se to dogaja. Lahko rečeš, da so to neki sončni cikli in podobno. Lahko sam teoretiziraš doma. Kar pač sam naredim je, ker nimam pojma o tej temi, vprašam recimo Lučko Kajfež Bogataj, ki jo poznam, ki vem, da je kredibilna oseba, res poznam jo, no. Še potovala sva skupaj enkrat na neko konferenco v Chicago. To je zanimiva anekdota, ki jo lahko povem, no, kako smo poleteli potem iz Chicaga nazaj proti Sloveniji, proti Evropi, pa gledam jaz takole čez okno, pa se kadi iz motorja, ne. Pa sem rekel, Lučka,
a to, pač ona se mi zdela bolj tehnična oseba, kot jaz, mogoče se bolj spoznam, sem rekel, a tole se ti zdi v redu? Rekla, ne vem, tole se mi ne zdi v redu. In potem reče pilot, tako se oglasi po zvočniku, tako, zdaj smo že nekoliko oddaljeni od letališča O'Hara v Chicagu, leteli smo že 1 uro, smo bližje nad oceanom, ampak smo naložili preveč prtljage, tako da se počasi vračamo na letališče, vse je v redu, naj vas ne skrbi. Potem 1 uro letimo, pa se spet oglasi pilot. Pričakalo nas bo več reševalnih in gasilskih vozil, to je normalna procedura, naj vas ne skrbi, vse je v redu. Sem rekel, Lučka, čak, to se ti zdi, da je vse v redu? Ne vem, nimam pojma, rekla. Ne? No, in potem dejansko smo pristali, očitno brez enega motorja, in potem sva, mislim, da 17 ur čakala na naslednje letalo. Tako da sva imela dosti časa za pogovor takrat, no. Ona je bila sicer malo pod stresom, ker takrat je še kadila, pa je bila tudi zaradi tega jezna, ker se ni moglo noter kaditi, ampak in je reševala sudokuje, ampak so vseeno imela čas poklepetati o teh temah, ne? In pač ja, spremembe se nam dogaja zaradi tega, kar počnemo tudi mi. Pač izpuščamo toplogredne pline, ki segrevajo planet. In posledica tega je, da se bomo morali z krizo soočiti. In to, podnebna kriza je ena najhujših kriz, ki jih doživlja človeštvo. In kot pravi James Lovelock, avtor hipoteze Gaia, ki jo je predstavil že v 70-ih, kasneje v 80-ih letih prejšnjega stoletja, na Zemlji, kakršno ustvarjamo, ne bo več prostora za 8 milijard ljudi. On pravi, na tem planetu bo živelo mogoče 200-300 milijonov ljudi. In mimogrede toliko jih živi tudi v tej knjigi Krizolacija, namreč v romanu, o katerem se še nisva pogovarjala. Zunaj se je nekaj zgodilo, neka kriza, pa nisem rekel, da je podnebna, neka pač. Zanimivo mi je, kar se tega tiče, 2 termina, samota in osamljenost. Na eni strani je ogromno osamljenosti, ki je destruktivna v tem primeru, težko pa je doseči pravzaprav samoto. Težko se je nekako izolirati od tega informacijskega opoja, ki nas ves čas spremlja. Zakaj ta nasprotnost? Torej, težko dosegljiva samota in vse prisotna osamljenost. Ja, res ta paradoks samote mi je izjemno zanimiv. To je nekaj, kar si vse bolj želimo in kar vse težje dosežemo. Biti sami, res sami, v tišini, sami s sabo, recimo. In zanimivo v tej knjigi Beli, Krizolaciji, ne, to je ta znanstveni del, sem predstavil nekega zapornika Raframa, ki je obtičil v najbolj grozljivi situaciji v libijskem zaporu Abu Salim leta 2011. Fotografirati je šel, ker sicer je judovskega rodu, imel je pa tunizijski potni list in je šel fotografirati na prošnjo judovske kulturne skupnosti v Libijo judovske spomenike. In potem so ga ujeli, pač zelo hitro so ugotovili, da je pač nek tujec, ki je sumljiv, verjetno vohun, res kruto mučili se v tej knjigi, nisem vsega, kar mi je pripovedoval, niti opisal in tudi ne bi rad tu tega opisoval, ker res grozljivka. In po 2 tednih mučenja so ga vrgli v samico, kjer je ostal 170 dni v totalni izolaciji, brez okna, brez stranišča, kot je rekel, citiram, še srati se moral po tleh, sam sabo in svojimi mislimi. In kar mi je zanimivo, on si je v tistem času naredil tako lep svet v glavi, da ni več hotel ven, niti iz samice, niti iz sveta svojega. Ko so mu prinesli stekleničko z vodo, ni hotel brati, kaj piše na njej, ker je bil tako zadovoljen v svojih mislih. In zjutraj si je organiziral čas za potovanja, prepotoval je vse v glavi seveda. Pariz, London, New York, vse kraje po svetu, tiste, ki jih je videl in tiste, ki jih ni videl. Ko so mu prinesli hrano, je vsak košček hrane res dolgo užival, preživečil, čeprav bila slaba hrana, ogabna hrana, ampak je hotel vsak okus res občutiti. Popoldne si je vzel čas za seksualne fantazije, za romantiko, ampak si je res vzel čas za to. Ne 10 minut,
2 uri, da je res užival v glavi. In koliko je ura, je vedel samo po petju muezina v daljavi, ki se je slišalo iz daljave. In kar se mi zdi zanimivo, Rafram je v tisti najbolj grozljivi situaciji dosegel tisto, za kar smo mi pripravljeni plačati. Samoto. To je tisto, kar ljudje zdaj iščejo, ko grejo v ašram, recimo, torej v samostan, v Indiji in plačajo recimo več tisoč evrov mogoče za ta solitude retreat ali kakorkoli se že to imenuje. To je ena stran izolacije. Imamo pa še drug obraz, ki se mu reče osamljenost. Samota je en obraz, ta pozitivni, to je tisto, kar si želimo. Bolj kot česarkoli se pa bojimo, da bi ostali sami in osamljeni. In Svetovna zdravstvena organizacija je zdaj razglasila epidemijo, ne da ne bom kdo mislil, da smo spet kako epidemijo razglasili, ampak v narekovajih epidemijo osamljenosti, ki ubija ta hip podobno kot kajenje, prekomerna telesna teža in druge reči, ki jih počnemo. In na Japonskem poznajo zdaj celo izraz hikikomori za tiste ljudi, ki se, predvsem mlade, ki se povsem izolirajo iz skupnosti, ne pridejo več ven, ker obtičijo doma in potem si naročajo hrano nadaljavo, recimo. In to je pa ta drugi obraz, ki je totalno paradoksalen. Lahko ste v Kranju ali pa še v kakem večjem mestu, se bi rekel Celju, ampak zdaj Celje četrto največje mesto v Sloveniji, ne? Pač jaz ni iz Celja sicer, ne? Tako da to je nekaj, kar me globoko boli, da smo zamenjali mesta in zdaj bomo imeli mi bojda v Celju 4000 poštno številko, vi pa 3000 slišim, da že razpravljata župana. No, ampak hotel sem reči, v velemestu, New Yorku recimo, ste lahko bolj osamljeni kot kjerkoli, pa je okrog na tisoče, na milijone ljudi in osamljeni ste celo na spletnem omrežju. Pa če tudi imate 4500 prijateljev, ne zdaj imam 4700, vključno s tabo in midva se celo kdaj srečava, večine svojih prijateljev ne poznam. A ni to paradoks, zanimiv? Več prijateljev imamo, manj se družimo. In dejansko kažejo to tudi statistike. Med mladimi od 160 minut druženja dnevno, pred približno 20 leti je padlo druženje na 50 minut dnevno. Pač v živo. Ker druženje pred zaslonom pa vseeno ni isto, no, tebe vseeno raje gledam v živo. Enako, hvala Dan. Je pa res zanimiva to protislovje med samoto in osamljenostjo. Kot si izpostavil, samota je tudi sicer poglavje v knjigi, kjer si izpostavil zgodbo Raframa, ki si jo kasneje seveda razdelal v fantastični povesti. Zanimivo mi je pa bilo, zdaj ko si izpostavil to osamljenost nekega modernega človeka, jaz moram reči, da si mi zelo ostal v spominu z enim svojih predavanj, ko si omenil podatek, da povprečno človek na dan 157krat odpre oziroma prižge, aktivira svoj telefon. Jaz sem si mislil, ma ni šanse Dan, pa sem se pa naslednji dan štel. Pa sem prišel čez 200. Ja, dotaknemo se telefona, ko pišemo razna sporočila ali pa gremo na stranišče pa podrsavamo po telefonu v neskončnost. 2617krat dnevno. 2617krat dnevno se dotaknemo zaslona telefona. Zaslon telefona seveda ve, kolikokrat se ga dotaknemo. A se vi, gospa, dotaknete koga 2617krat dnevno? Upam, da ne. Se mu zmeša. Se ti koga dotakneš 2617krat dnevno? Se mu zmeša, ni variante. Niti živali se ne tukrat dotakne dnevno, to je preveč. Ampak ravno od tod prihaja potem naslednja tema, ki bi odprl pozornost. Imam občutek, da živimo v času, v katerem se non-stop grebemo za pozornost oziroma nam jo ves čas poizkušajo kratiti. Predtem, ko so se mečkem pogovarjali, sem dal to prispodobo, to metaforo iz Homerjeve Odisejade, klici siren, ki nas ves čas nekako mamijo, da bomo razbili svojo barko na čereh in hkrati moramo mornarju v sebi nekako z voskom preprečiti, da bi te klice siren slišal. Kaj je zdaj ta vosek? S čim si lahko pomagamo, da preprečimo, da nam pozornost ves čas uhaja nekam, kamor si pravzaprav ne želimo, da bi nam ušla? In to v res čudnih situacijah, ne? Recimo med spolnimi odnosi. 10% ljudi med spolnimi odnosi pogleduje na telefone in 20% tistih od 18. do 34. leta. To je pa res precej.
Mislim, jaz sem res razmišljal o tem, res sem se s tem vprašanjem sem se pa res ukvarjal, kaj vraga med seksom gledajo ljudje na telefonih. In pač ugotovil sem, da pretežno ne odgovarjajo na službeno elektronsko pošto, tudi zaradi tega zdaj zakona o odklopu od dela, ne, takrat pač v tej intimni situaciji vam ni treba odgovarjati na službeno elektronsko pošto, ne, ni treba združiti prijetnega s koristnim. Potem sem razmišljal, ja, mogoče pa četata med sabo, ne, da si dopisujeta partnerja. Ne, tudi to bi bilo možno, pač vsak ima svoj telefon v roki pa klepetata. Ampak pa sem gotovo, ne, zakaj gre, seveda gre za ta klic sirene. Neka sirena vas je poklicala, ne? V bistvu gre za to, da vi v tistem intimnem trenutku dobite potisno sporočilo. Ping! Ne? In vi pač upravljate to dejanje, ta koitus, in takrat vas tako zmoti potisno sporočilo, da se začnete v tem simbolnem smislu sliniti kot ti psi Pavlova v tistem znanem eksperimentu, ko so psom pozvonili. Pavlov je konec 19. stoletja naredil ta eksperiment, ne, da jim je dal hrano pa pozvonil, potem je pa sam še zvonil in psi so se začeli sliniti v tistem trenutku. In zato se ne čuditi, če partnerka ali partner se začne sliniti nenadoma med občevanjem. Takrat je dobil potisno sporočilo. In jaz mislim, da ni naključje, da takrat, ko dobite potisno sporočilo, se vam ob Facebookovi ikonici pokaže tak zvonček v rdečem krogcu, kjer piše, koliko novih sporočil imate. In ta klic sirene je tako močen, da prekinete dejanje, ki je neko intimno partnersko dejanje. In zato razmišljam, da v bistvu smo vse manj v monogamnih razmerjih, ampak vse bolj živimo v poliamoriji. V bistvu smo pod kovtrom ne s partnerjem, partnerko, ampak 4500 prijatelji na Facebooku. Veste, kakšna gneča je to v bistvu? In pol jih ne poznamo. In večino jih ne poznamo. To je tako kot v tistem vicu, gasi svetlo, pa koga stigne. Ne? In ja, v bistvu hotel sem s tem ponazoriti, da smo globoko noter. Globoko v. In to vsi. Zgražamo se nad mladimi, da so ves čas pred telefoni. Ampak halo, na čem smo pa mi? Mislim, ta hip smo odrasli 8 do 9 ur dnevno v povprečju pred zasloni. To pomeni, da več kot polovico budnega časa smo pred zasloni. Računalnikov, televizorjev in telefon je že, mislim, da leta 2015 postal glavni zaslon v našem življenju. Zdaj smo približno 4 ure dnevno v povprečju pred zasloni telefonov. In 69% ljudi zjutraj prime prvo telefon v roke in telefon je zadnja stvar, ki jo odložimo ob postelji. Zdaj, kaj je ta vosek, ki si ga zabašeš v uho? Jaz sem se sam pri sebi odločil, da recimo bom puščal telefon v dnevni sobi, preden grem spat, ne, to je ena od rešitev. Ampak tu bodite previdni, to vas opozarjam, ko uvajate take rešitve, ker kaj se mi je zgodilo? Naštimam si ob posteljo budilko, kozarec vode, oboje eno ob drugem in budilka je taka, ne, ko takole primete in obrnete naokrog, se vam prižge lučka, da lahko vidite, če ste res ob 6:30 nastavili uro, recimo. Ne? No, ampak problem je bil ta, da je res točno enake oblike kot ta kozarec vode in jaz takole potem pomotoma primem kozarec na mesto budilke, v temi žena že spi, ne, skrbim, jaz sem res nastavil uro, ne, ker na telefonu sem jo vajen nastavljati, na budilki pa ne, in potem nesem ta kozarec nad glavo, ga obrnem naokrog in potem sem imel pa budnico še preden sem šel spat. In zjutraj sem se zbudil na brisači, ker sem šel pa iskat v omaro, ker je bila čisto mokra posla. Žena me pogleda, rekla, kaj pa spiš na brisači? Sem rekel, zato ker sem si hotel budilko naštimati zvečer. Nič ni bilo jasno. Tako da bodite pozorni in previdni, ko uvajate to vrstne rešitve, ki jih nismo očitno več vajeni. Zdaj na telefonu sem si namestil kup rešitev, da me blokirajo. Minimalist phone, recimo, ki naredi, lahko pogledaš, zaslon telefona bolj dolgočasen. Lahko si ogledaš, kako dolgočasen zaslon imam. A vidiš, lahko tudi vi pogledate. Črno ozadje, bele ikonice, razen to e-davki, ko zagledam, to me malce
zamori tu in tam, ne? Ampak načeloma pač nimam teh ikonic in nastavil sem si tudi sam sebi aplikacijo, ki se reče BlockSite, pač otroški nadzor samemu sebi sem si nastavil in šifro ve žena, zato da ne pogledujem. Zdaj sem zhekal, ne, tako da imam svet dostop do Facebooka prek telefona, ker sem neke varnostne kode moral vpisovati, ne, ampak zakaj vam to pripovedujem? Zato, ker sem jaz infoholik. Jaz sem padel globoko v zaslon, pa nisem edini. Jaz moram samega sebe, 49 let star državljan Republike Slovenije, moram samega sebe brzdati, da ne gledam ves čas na telefon in da je prva stvar, ki se jo dotaknem zjutraj, mogoče človek, ne pa zaslon. Kako naj otroci, stari 10-12 let, bodo dovolj odgovorni, ko jim damo mi te naprave v roke? Pa to je tako, kot da mu daš, ne vem, 5 gramov kokaina, pa rečeš, zdaj pa po pameti, zjutraj eno črtico, opoldne eno, pa zvečer eno, ne? Zelo zanimiva tema, bova še, obljubim, prišla do nje. Hotel sem se pa še mečkam pri tej pozornosti ustaviti. Kaj lahko naredimo sleherniki v bistvu ob tem, ko se zavedamo, da se ta pozornost nam krati, hkrati se pa zbirajo podatki, big data, na katerega bi bil še Štasi najbrž ponosen, se nekje zbira. Nam je vseeno zato, ker svoje podatke predajamo naprej. Ampak hkrati nekdo najbrž z njimi zelo monetizira vse skupaj. Koliko je to ena stvar, ki bi jo morali vsak posamezno spreminjati in se zavedati, da po en stran, če nekdo meni vzame te moje osebne podatke, mogoče me ne boli toliko, ampak hkrati je nevarnost seveda za prihodnost toliko večja. Če se spomnimo recimo na Minority Report, mi ves čas ostaja v glavi kot sistem, v katerem so predvideli, kdo bi lahko bil zločinec, še predno je ta zločin storil. Ali nas je lahko strah teh tehnoloških dosežkov? Ja, točno to je. Minority Report je očitno bil vzor NSA, National Security Agency, ameriške agenciji, katere delovanje je v knjigi Permanent Record, trajen zapis, razkril Edward Snowden. Edward Snowden, meni je to ena najbolj šokantnih knjig in priporočam, da jo preberete, mislim, da je gotovo je prevedena tudi v slovenščino in med drugim pravi, on je delal za NSA, tajno agencijo, ki je zbirala podatke. Ameriška zvezna vlada jo je ustanovila tudi zato, da bi preprečili kadarkoli, da bi se zgodilo kaj takega kot leta 2001, ko sta se 2 letali zaleteli v World Trade Center in še eno letalo v Pentagon, torej teroristični napad na Združene države Amerike. No in Snowden pravi, da je lahko z orodjem, ki ga je izdelal NSA, podatke pa so pridobivali v bazo od podjetij, kakršna so Facebook, Amazon in druga, ampak s tem orodjem je on lahko pogledal čez katerokoli kamero, kateregakoli računalnika, nekje na Tajskem, recimo, je rekel, da pač nek otrok je nekemu očetu sedel v nekem cyberkafeju v naročju, on je lahko tega otroka takrat pogledal. In takrat, ko je gledal tega otroka, se je zamislil, pa kaj je z mano, kaj je z nami, kaj počnemo. Ampak najbolj me je pa šokirala velikost arhiva, ki ga je ustvaril NSA. Stasi, ki si ga omenil, je bil res vesten v zbiranju podatkov. V Stasijevih arhivih je bilo, kot so ugotovili zgodovinarji, približno 1 milijarda papirjev o zapisih o tem, kaj so ljudje počeli, ko so jim prisluškovali, ko so jih na skrivaj opazovali, vse so vestno zapisali, zložili v fascikle, dali na police in če bi zgradili če bi vse te podatke Stasijeve dali v en fizični arhiv na police, bi meril približno 130 krat 130 metrov. Večji bi bil tele knjižnice, bistveno večji. Stasijev arhiv je ogromen. Ampak, 7000 korakov sem naredil, zato sem pogledal na uro. Medtem ko maham, očitno mi korake šteje. No, ampak kaj sem hotel reči, da NSA-jev arhiv pa je ne samo večji kot Stasijev, ampak bistveno večji. Kot je razkril Snowden, se je v tem arhivu že leta 2014 zbralo približno 5 zetabajtov podatkov. Zdaj,
kaj je to zetabajtov, ne, to je neka pač imaginarna številka, absurdna, to je, da bolj plastično prikažem, 5 milijard terabajtov podatkov. Predstavljite si 5 milijard računalnikov, kakršne tale v enem arhivu, digitalnem arhivu. No in potem je nekdo vestno zračunal, kaj če bi vse te podatke natisnili na papir, dali v fascikle, na police, v regale, kako velik bi bil ta arhiv? In to je ta šokanten podatek, ne? Zdaj, če si ga predstavljate fizično, bi bil približno 2-krat večji od Evrope. Torej, nastajajo digitalni arhivi in obstajajo, ki so večji od dejanskega družbenega sveta. Mislim, prekrili so svet in to so naši podatki. S temi arhivi, ki jih imajo v lasti bodisi nacionalne agencije, tuje nacionalne agencije, ne Sova, ampak NSA, in podjetja, kakršna so Google, Meta, Amazon in druga, mislim, to so arhivi, v katerih ste vi in je vse, kar je vaše. Več so vredni ti arhivi kot vaša fizična telesa. In zato so tisti, ki si zdaj lastijo te podatke, največji velikaši tega sveta. 3 od tega so, ne 3, še več jih je bilo na Trumpovi inauguraciji, ampak najbogatejši 3 pa so stali dobesedno ob njem. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. 3 ljudje, ki imajo v lasti toliko premoženja kot najrevnejša polovica ameriškega prebivalstva. In v tisti dvorani je bilo 8 ljudi, ki imajo toliko premoženja kot najrevnejša polovica svetovnega prebivalstva. To so ljudje, ki obvladujejo naše, moje, tvoje, vaše podatke. In kdor obvladuje preteklost, obvladuje prihodnost. Kdor obvladuje sedanjost, pa obvladuje preteklost, kot je rekel Orwell v 1984. In to so ljudje, ki obvladujejo našo preteklost, sedanjost in prihodnost. To so ljudje, ki so se spremenili ne samo v tehnofeudalce, ampak se vse bolj spreminjajo v bogove, odhajajo. Mi pa postajamo predvsem podatniki, ne ljudje, niti ne podaniki, podatniki. Naša vrednost so predvsem naši podatki. En kup enih misli, ki upam, da smo si jih vsi zapisali v glavo, ampak zakaj je potrebno... Če ne so jih pa telefoni posneli, tako da ni problema. Ja, sem li hotel reči, pazi, kaj govoriš, NSA te gleda. Mi je pa zanimivo, zakaj bi lahko nekomu rekel, ki bo na vse te strašljive stvari odgovoril z jaz nimam kaj skrivati, ja pa imaš. Zakaj je nekomu, ki je prepričan, da njegovo življenje je brezmadežno in da se lahko njegovi podatki zbirajo kjerkoli, zakaj je vseeno potrebno biti previden pri tem, ko govorimo, oziroma ko govori nekdo, da pač moji podatki se lahko zbirajo, jaz nimam nič tazga, kar bi skrival? Točno to je rekel Erik Schmidt, bivši direktor Google, na neki okrogli mizi je rekel, ja, če imate pa kaj za skrivati, pa vas pa mora biti srama, ne? Mislim, mi pač zbiramo te podatke. In tisti, zanimivo, tisti, ki obvladujejo omrežja, tisti skrivajo svojo zasebnost, vključno z Erikom Schmidtom, ki je kupil penthouse na Manhattanu za, mislim, da približno $5 milijonov in vložil še 5 milijonov v to stanovanje, v totalno digitalno zaščito in tudi fizično anonimnost, tako da je imel zasebno dvigalo, ki je pripeljalo v njegove sobane. Mark Zuckerberg, ta hip, mislim, da 3. najbogatejši človek na svetu, lastnik Facebooka in Instagrama, po katerem razkazujemo naš vsakdanjik. A ste videli mogoče kaj njegove otroke na Instagramu? Ste kdaj videli posnetke, podobo njegovih otrok? Ja ne, seveda ne, saj ni nor, da bi jih razkazoval, mi jih razkazujemo. Svojo parcelo na Havajih si je ogradil z 2 metra visokim zidom, na to parcelo je prepovedano letati z droni in snemati, da bi videl tam, ne vem, Mark Zuckerberg pehče čevapčiče recimo, ali kosi travo, ali karkoli. Zanimivo, da ti najbolj bogati ljudje bežijo od neke realnosti, si gradijo podzemne bunkerje, bežijo v nebo. Odkot zdaj ta spet paradoks? To se pravi, da ti najbogatejši ljudje se izolirajo od sveta na več načinov. Zakaj?
Zato, ker je biti neviden ta hip največji privilegij. Biti odklopljen postaja največji privilegij. Ne stane največ, da se priklopite na internet, ne več. Temveč stane še več, da vas nihče ne vidi, da nima nihče dostopa do vaših podatkov. In recimo tudi ti velikaši in tisti, ki izdelujejo omrežja, velebogataši v Silicijevi dolini, ne pošiljajo svojih otrok v šole, kjer bi imeli sabo telefone in druge naprave, temveč so telefoni strogo prepovedani. Steve Jobs, izumitelj pametnega telefona, iPhona, ni dal svojim otrokom telefona v roke. In v teh šolah, kamor grejo otroci, pišejo po tablah s kredami, berejo iz zvezkov in pišejo v zvezke, se učijo iz knjig. Zakaj? Ja, zato, ker je to danes največja vrednost. Biti odklopljen, privoščiti si oazo miru, biti neviden. Hkrati pa, ko si omenil te bunkerje, ja, dejansko imajo prav paranojen strah, kaj se bo zgodilo potem. To moram povedati najprej, kdo je to napisal. Douglas Rushkoff je napisal eno izjemno zanimivo knjigo z naslovom Survival of the Richest. Preživetje najbogatejših. Nekdo ga je poklical od teh najbogatejših, mogoče ne osebno, ampak njegova mogoče tajnica ga je poklicala in rekla, če bi imel predavanje v neki tajni lokaciji za skupino bogatih ljudi. Dali so mu pač profesor na neki javni univerzi v ZDA, dali so mu polovico letne plače, rekel je seveda, normalno. Ne? Na letalu je še pripravljal prezentacijo v PowerPointu, potem je dal na USB ključek, ko je letalo pristalo, so ga prišli iskat, potem so ga peljali na neko tajno lokacijo, potem so ga prišli iskat s tistim vozičkom za golf električnim, ga peljali na neko še tajnejšo lokacijo, šli nekam pod zemljo, potem je rekel, se je znašel v neki dvorani, kjer je sedelo za mizo par ljudi. On pride tam s tistim USB ključkom in rekel, kam ga ne pa vtaknem? Pa sem rekel, kaj nič ga ne boste vtaknali, usedite se, se bomo pogovarjali. Pa rekel, pa jaz imam prezentacijo. Ja, niste tu zaradi prezentacije. In potem so ga oni spraševali, kaj jih dejansko zanima. In eno od glavnih vprašanj je bilo, ne samo katera kriptovaluta bo zmagala v prihodnosti, temveč kaj naj naredijo potem, ko denar ne bo več imel vrednosti. Kako naj dosežejo, da jih njihovi varnostniki ne bodo pobili. In s temi problemi se srečujejo vsakodnevno ti bogataši. In mnogi od njih, ne bom rekel vsi, ampak mnogi, so si pripravili bunkerje na Novi Zelandiji, da takrat, ko denar ne bo več imel vrednosti, se imajo kam skriti. Drugi cilj, ki ga pa imajo, je pa iti nekam drugam, na drug planet, na Mars recimo. In meni je bil to prav tako simbolni moment, ko je Jeff Bezos junija 2021 poletel v nebo svojo raketo Blue Origin v obliki penisa, raketa namreč, in pa on na njej, ne, in je pokazal srednji prst človeštvu, takrat, ko se mu je premoženje povečalo v prejšnjem letu za 70 milijard dolarjev. To je dvakratnik slovenskega BDP-ja, ali pa še več. Mislim, da je slovenski proračun 13 milijard dolarjev približno, državni proračun. Ne? Torej, enemu človeku se je samo povečalo premoženje toliko in s tem, da se je še ločil vmes, pa dal bivši ženi, ne vem koliko, 30-40 milijard dolarjev. Ne? In to je to, ko rečeš, glej, zdaj pa moram ta znameniti trenutek proslaviti in iti. In zato mislim, da je imel Harari, o katerem si me prej spraševal, prav, ko je rekel, da nastaja homo deus. Ja, ampak homo deus ne bomo mi vsi. Homo deus postaja peščica posameznikov, ki se spreminjajo v bogove. Velika večina ljudi na tem planetu pa postaja homo insulatus, izoliranih ljudi, ki prebijemo večino časa pred zasloni, ki gledamo krize po zaslonih od jutra do večera, ki se jezimo drug na drugega po Facebooku, Twitterju oziroma X-u in drugih omrežjih, ki postajamo vse bolj skregani med sabo in se nam zdi, kot da je vse narobe in da družba razpada. Če se ozremo kdaj stran od zaslona,
pa se podružimo v živo, ugotovimo seveda, da to ni res. In to je tisti recept. To je tisti vosek, ki si ga damo v uho. Družite se. Še eno temo sva prej napovedala in obljubil sem, da se vrneva k njej, in sicer je nekako povezana z morebitno zakonsko omejitvijo uporabe telefonov v šolah. Nekako sva danes govorila o mobilnih telefonih kot o grožnji, ampak malokrat sva izpostavila dejstvo, da je lahko po eni strani orodje, hkrati pa tudi orožje. Sploh, če je v rokah generacije, ki še nima neke prave distance do tega, kaj lahko pravzaprav s tem, ko snemaš, objavljaš, narediš. Zdaj se mi je zanimiv, kaj bi rekli, kako je lahko telefon v bistvu pripomoček za razpečevanje posnetkov in širjenje nasilja. In zakaj je to v šoli nekaj, o čemer moramo govoriti? Pa ne, da moramo govoriti, pač prepovedati je treba telefone v šolah, pika. Tu nimamo kaj več govoriti. 26% držav po svetu ta zakon je uvedlo, uvaja. Norveška, Švedska, Finska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Irska, Madžarska, Italija, Francija, Španija, Avstralija, zdaj lahko še kar naštevam in naštevam. In rezultati takega ukrepa so odlični. Na Norveškem recimo je padla mislim, da v 2 letih po raziskavi Sare Abrahamson, ki je naredila na to temo doktorsko disertacijo, tesnobnost med dekleti za več kot 40%. Bullying oziroma medvrstniško nasilje, kot temu tudi pravimo, je padlo za več kot 40% med obema spoloma. Zdaj mene zanima, zakaj to dopuščamo in zakaj aktualni minister za vzgojo in izobraževanje izjavi, in to je njegova prva javna izjava, da tega ne vidi v Sloveniji kot problem, ker stroka meni, da mobilni telefoni so pa koristni. Jaz mislim, da je to slaba izjava in zato mislim, da se moramo skupaj zavzeti za to, da ne da vzamemo otrokom telefone iz rok, ne, da jim damo tisto, kar smo imeli tudi mi na voljo, naše generacije, mir in svobodo, da se lahko v oazi miru posvetimo tistemu, kar je bistveno. V šoli je to znanje in tudi druženje. Če razmisliš, kje si dobil prijatelje? V šoli sem prepričan, vsaj enega, vsi smo dobili vsaj kakega prijatelja, ki ostane z nami za celo življenje v šoli. In zato so pomembni pogledi v oči. Zato je pomembno, ne da mladi pač med odmori gledajo vsak svoj zaslon, drug mimo drugega, ampak da gledajo drug v drugega, da se pogovarjajo, kdaj tudi skregajo seveda. Pa dajmo mir tudi učiteljem. Mislim, prosim lepo, primer iz šole, ki jo obiskuje moj srednji sin po starosti, mislim, učenci so snemali učitelja, naredili lažni profil na Instagramu tega učitelja in ga grdo žalili s posnetki, ki so jih sami ustvarili. V Ormožu pred nedavnim skupina mladih osnovnošolcev naredili lažni profil nekega dekleta, prek njega zmamili sošolca, da se je samo zadovoljeval pred kamero in ta posnetek razpečeval med sabo na napravi, ki je v lasti starša od nekoga od njih, a ne? Predvčerajšnjim, ali pa 2 dni, 3 dni nazaj, ne vem, koliko je bilo pravzaprav pred kratkim, berem v novicah, da so ustanovili v Izoli agencijo za pretepanje v živo pred kamerami, ko pač v živo potem prenašajo te prenose po omrežjih. Osnovnošolci, 8., 9. razred, v Rogaški Slatini pretepejo nekoga na stranišču in to snemajo in posnetek delijo. Pa mislim, ni treba biti zdaj Sherlock Holmes, da ugotoviš, kaj imajo ti primeri skupnega, a ne? Kdo pa je največji, po tvojem mnenju, nasprotnik teh zakonskih sprememb, ki bi se lahko upeljale? Koliko imajo tukaj starši tudi svoje vloge, ki imam občutek, da, kot sem slišal komentarje, da je največji problem, kako bom jaz svojega sončka dobil na telefon? Ampak če imamo tega sončka res radi, dajmo mu mir. Zato, da postane zrel, odrasel človek, ne pa da imamo otroke, generacijo otrok na daljinsko upravljanje. Vi si lahko date na telefon aplikacijo Family Tracker in sledite svojega otroka ali pa moža na daljinsko upravljanje, ne? In mu nastavite digitalnega električnega pastirja, 500 metrov okrog doma. Da vam ne bom gledal kakve ideje zdaj, ne, glede moža pa to, no, ampak
za otroka pa ga lahko gledate v živo po telefonu, ne? Dobite potisno obvestilo, mogoče v neki intimni situaciji, mama se javi, halo Marko, kaj delaš tam, ne vpraša, kje je, se itak vidi, kje je, ne? In kaj dobimo na ta način, nekaj na kratkoročno zelo praktičnega, pač otroka na daljinsko upravljanje, dolgoročno pa nekaj zelo zaskrbljujočega, neavtonomnega državljana, ki je star 40 let in ne zna priti od točke A do točke B sam. In ne pravim, da niti tega nočem vzeti z zaskrbljenim staršem. Ne imajo telefon, ko pridejo v šolo, ne ga odložijo v omarico ali pa v posebne predalčke, ki jih lahko zaklenejo. Če so pač starši prepričani, da je 500 ali pa 1000 evrov vredna naprava, ki jo dajo svojemu otroku, koristna, meni se zdi to precej draga stvar. Ne bo na varnem v omarici, ko je pouka konec, pridejo in pokličejo babice, detke, razumem, da je zaradi logistike to pomembno. Ampak to, da pa imajo telefone s sabo v šoli, v torbi, potem je seveda vsa pozornost tam na tistem telefonu, tudi pri meni je. Če ga imam takole zraven na delovnem mestu, vsa pozornost tam. Ni pozornost na tistem, kar delaš ali pa s kom se pogovarjaš. Recimo, ko priješ, ne vem, na zmenek, to bolj tebe gledam, no, mislim, jaz pač tudi z ženo mava kdaj zmenke, no, ampak recimo pridem na zmenke, ne pridem na zmenek s svojo ženo in dam telefon na mizo. Kaj je to sporočilo? To je sporočilo, da mogoče nisi prva, ampak si druga, takoj za telefonom. In med zmenki pač priporočilo, dajte si telefone na letalske način, ali pa ga še bolje pustite v plašču, ali pa ga pustite doma. In isto priporočam mladim. In kot rečeno, vsi smo noter, vsi smo kot je rekel Volodja v velikem briljantnem valčku, vsi smo noter v tej mentalni ustanovi in najprej moramo tudi pogledati sami sebe. Tudi meni se zgodi, ležim na kavču, pa vpijem otrokom v sobi, ne ugasnejo računalnike, ležim na kavču in gledam telefon, gledam Facebook. Ne? Mislim, to je pa res hipokrizija. Ali pa starši pišejo po Facebooku, da so otroci ves čas na TikToku. Ja, na čem ste pa vi? Mislim, to so ti nenavadni paradoksi današnjega časa in dajmo otrokom mir, tistih par ur dnevno, no, naj se posvetijo temu, kar je pomembno. In ne samo to. Predaval sem na precej šolah zadnje čase in kar slišim, mi je pa res zaskrbljujoče. To recimo, da mame in očetje doma poslušajo nadaljavo, ko so vprašani otroci matematiko po telefonu, recimo, ali je bilo za 5 ali je bilo za 4, lahko ta posnetek posnamejo, ga pošljejo odvetniku, da pride potem zagovarjati otroka. In ne šalim se, v vrtcih, v igralnicah poslušajo starši nadaljavo svoje otroke prek pametnih ur in drugih naprav, kaj se tam dogaja. In če je ta oseba, ki so ji dali svojega sončka za tistih nekaj ur, res zaupanja vredna. Zato se naše šole spreminjajo v resničnostni šov. In tega preprosto ne smemo dovoliti. Privoščimo otrokom teh nekaj ur miru, privoščimo jih tudi sebi. In nisem ludist, res ne. Nisem infofob, ravno nasprotno, infoholik sem. Računalnike uporabljam od svojega, mislim, da 10. leta starosti, ko sem dobil prvi računalnik, pretihotapili so mi ga starši iz Italije, ZX Spectrum z 48 KB delovnega spomina. Padel sem globoko noter, ko sem bil študent, v igro, ki se reče civilizacija in postal takrat totalno neciviliziran. Tako neciviliziran, da mi je veza razpadla, moja prva veza. Pa ne samo zaradi civilizacije, ampak še zaradi česa drugega. Ampak takrat sem jaz bil 17 ur dnevno pred zaslonom. To je bilo sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Tako da poznam prednosti in pasti tehnologij, teh digitalnih tehnologij, res od začetka njihovega razvoja. In pač vzemimo najboljše, kar imamo od telefonov. Res ne pravim, razbite telefone, razbite zaslone, slecite se do golega, stecite v gozd, objemajte drevesa, storite tudi to, ampak pazite, da vas ne posnamejo seveda, ker boste že jutri na TikToku. In ne želim, da gremo nazaj v kameno dobo, ne želim niti, da gremo v 20. stoletje, gremo naprej, ampak mislim, da naprej pomeni ne le v čas digitalne preobrazbe, ampak tudi v čas, ko se prepletata analogno in digitalno, ko si lahko privoščimo in odklop
in ostanemo tudi priklopljeni. In zato mislim, da odklop pa res more biti temeljna človekova pravica, ki bi jo lahko zapisali tudi v slovensko ustavo. Če imamo tam napisano pravico do čiste pitne vode, kje je pravica do odklopa od naprav? Če se danes zdi samoumevna, ni nujno, da bo jutri. In če se strinjaš, a lahko naredimo en eksperiment, če ste za? A lahko kar zaprete oči, prosim, pa tudi ti? Zdaj pa, prosim, če v miže primete svoje telefone, ampak res v miže. Pač potipite, če nimate nič hudega, ni se treba sekirati, ampak kar v miže pač primite svoje telefone, če ga imate v torbici, sam ne sosedov ga kot vi, gospa. Se hecam. Zdaj pa, če jih imate v rokih, pa dvignite visoko v zrak, ampak res visoko, kar dvignite jih visoko v zrak. Če nimate telefona, pa dvignite roke, gospa. Sam eno, gospa. Zdaj pa odprite oči, pa poglejte naokrog. Ker držite še telefone v zrak, pa poglejte naokrog. A veste, kaj je to? To je digitalna preobrazba. Več kot polovica, tako na oko, približno recimo 2/3 nas ima telefone ves čas s sabo. In predstavljite si to našo prihodnost, ko bomo pa dobesedno spojeni z napravami, prek Neuralinka ali podobnega vmesnika med človekom in napravo. Kaj pa potem? Potem pa tudi, ko bomo šli spat, bo nekdo gledal v to našo zadnjo oazo samote, ki se je reče sanje. In verjeli ali ne, tja si tudi želijo podjetja. Podjetje Profetik, ki ga finančno spodbuja Elon Musk prek Neuralinka, razvija trak, reče se mu Halo, ki si ga date na glavo in obljubljajo, da boste zjutraj lahko gledali, kaj se vam je sanjalo. In to ni še vse. To se v kakšni reklami zveni. To še ni vse. Obljubljajo še več. Še več. Obljubljajo celo, da boste lahko v spanju delali. Ker zakaj bi imeli nekoristnih 8 ur procesorske moči, če pa lahko takrat svoje možgane pametno izkoristite. In jaz mislim, da tega si pa res ne smemo pustiti, odvzeti. Če citiram in parafraziram našega prvega predsednika Republike Slovenije, in besede, s katerimi se je začela naša država. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Dodam lahko samo, ne bodo sanje dovoljene tudi jutri in pojutrišnjem. Prav pa je, če se kdaj tudi zbudimo in se zavemo, kako globoko noter smo. Močna misel, hvala Dan. Jaz moram priznati, da sem po enih 30 minutah mislil imeti že prva vprašanja za publiko, ampak jih bomo imeli zdajle, ker je toliko zanimivo s tabo debatirati, da bi tole lahko trajalo še zelo, zelo dolgo. Jaz sem prepričan, da je kakšno vprašanje z vaše strani, da se vas spodbudila kakšen komentar, kritiko, razmišljanje. Če je, kar dvignite roko. So že vsi predvignali roke, če si opazil. Dober trik, sam ga nismo izkoristili. Če je kakšno vprašanje, ki bi ga radi zastavili, zdajle je priložnost. Aha, tamle imamo eno. Izvolite.
recimo navadni državljani, spodbudimo ministrstvo za digitalizacijo, da ta digitalizacija bolj usmerja v javno in ne kot individualno. Super, hvala za vprašanje. Dan, kako bi torej dve vprašanji rešila? Po eni strani omejitev, kar se tiče uporabe telefona v šolah, po drugi strani pa seveda to varstvo podatkov. Mislim, da je tudi gospa odprla odlično vprašanje o glede povezave in prihodnosti z umetno inteligenco, ki seveda po eni strani verjamem, da lahko prinaša številne koristi na zdravstvenem področju, hkrati pa tudi številne težave in mnogo vsebinsko plehkih nesmislov, ko govorimo o komunikativni vlogi. Jaz sem se ta čas že uspešno polil, tako da... Ni bil alarm nastavljen. Ne. Ampak hvala za to vprašanje in res hvala, ker ste mi tudi iz Silicijeve doline direktno prenesli odgovor na... In jaz mislim, da je to največji luksus. Ni vse suho zlato, kar je digitalno in tega se tisti, ki razvijajo digitalne rešitve, zelo dobro zavedajo. In v zvezi z vašim vprašanjem, še ta mesec bo zaokrožila po Sloveniji peticija o zakonski omejitvi uporabe telefonov in podobnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in vesel bom, če boste dodali svoj glas, tisti, ki seveda to podpirate. Namenoma v odgovor ministru za vzgojo in izobraževanje, ki je rekel, da strokovnjaki menijo, da taka prepoved oziroma omejitev v šolah ni potrebna, smo zbrali široko skupino strokovnjakov, športnih pedagogov, strokovnjakov za digitalizacijo, celo antropologa in še koga, ravnatelje, učitelje, starše, centre, ki se ukvarjajo z digitalnimi odvisnostmi in res veliko ljudi, ki se zavedajo tega problema. In če ti odgovorim še na tisto, kar si vprašal prej, kdo je proti, ne? Jaz mislim, da gre za res majhno skupino staršev, ki so pa tudi izjemno glasni in pač znajo obračati dovolj javno mnenje iz skrbi, ki je na nek način egoistična skrb zase, da sem jaz miren, da grem mirno spat ali pa da mirno bedim, ker lahko ves čas poslušam svojega otroka, ga spremljam. In jaz mislim, da je res čas, da vsi prerežemo to najdaljšo digitalno popkovino, s katero imamo privezane svoje otroke ves čas in jih naredimo za avtonomne, samostojne državljane, pa ne državljane, ampak ljudi, ki znajo upravljati svojimi življenji. Saj ni treba za to, da so ves čas na digitalnem podaljšku in jih upravljamo nadaljavo. Drugi del tega vprašanja v zvezi z razvojem umetne inteligence, prosim, in to bo tudi v peticiji, mladi nujno potrebujejo več pouka računalništva in informatike, več pouka o umetni inteligenci, digitalnih zemljevidih, algoritemskem razmišljanju, pa ne govorim samo o posebnem predmetu s tem naslovom, govorim pri vseh predmetih, ne se pri geografiji naučijo, kako deluje ta zemljevid, ki ga uporabljamo na telefonu, ne se pri slovenščini učijo, ali lahko ChatGPT res napiše pesmico, ki je boljša od Otona Župančiča ali ne. In naj se pri matematiki učijo, kaj so ti vražji algoritmi, ki nam usmerjajo življenja. Več tega pouka. Zakaj? Zato, da mladi razumejo, kaj se dogaja v teh črnih skrinjicah. Ampak zato, to pa ne pomeni, da nujno potrebujemo šole, ki so povsem brez telefonov. Ne šole nakupijo telefone, če jih potrebujejo za pouk, ali pa ne donirajo starši telefone, ki bi jih vrgli stran, ne jih mladi razstavijo. A veste, to je črna skrinjica, ki jo sploh odpreti ne moreš več. Ne uporabijo, ne vem, sredstva, ki so na voljo, da zvejo, kaj je noter, kaj se tu not dogaja, več tega.
zato, da bodo znali tudi oni razvijati to vrstne tehnologije in ne da bo digitalno obvladovalo njih, temveč da bodo oni obvladali digitalne svetove. Tako da vse to je v peticiji, torej ne da smo ludisti, ampak ravno nasprotno, dajmo mladim odklop in jim hkrati pokažemo, kdaj je priklop smiseln. Super, hvala za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Ok, mislim, da bo to kar... Aha, tamle imamo. Izvolite. Zanima me, kaj menite o matrici. Ja, sej to... Hvala. No, Je bila Matrica dokumentarec? Hecam se. Kaj menite o Matrici? se sploh ni... Dobro vprašanje mimo grede. Prej sem rekel modro tabletko, ne? Na začetku tega nisem pozabil. Modra je tista, ki te obdrži v matrici, če se prav spomnim. Zanimivost. Ray Kurzweil, vodja inženirskega razvoja v Googlu, je že pred približno 15 leti objavil knjigo z naslovom Singularnost se bliža, v kateri je napovedal, da bomo točno leta 2045 doživeli trenutek tehnološke singularnosti, ko bo lahko človek v celoti postal digitalno bitje, ko bomo prenesli na digitalne platforme svoje misli, spomine, svoj bit in postali dobesedno biti. In pustili svoja telesa za sabo kot nekakšne leve teh žuželk, ki se prelevijo v nekaj drugega in postanejo homo deus mogoče, ne? Zdaj, jaz sem do Kurzweilovih napovedi nekoliko skeptičen z več razlogov. Med drugim Ray Kurzweil prodaja tudi tablete za dolgoživost, pa ne modre tablete, ampak za dolgoživost, ki vam podaljšajo življenje. Tudi sam mislim, da na dan poje približno 100 tablet s prehranskimi dodatki, zato ker mislim, da je star približno 75 let in si želi na vsak način dočakati to leto 2045, da se bo naložil v matrico. Ampak to me zanima, tudi če bi bilo to možno, a mislite, da bo ta matrica res enaka za vse? Kaj če bomo imeli mi, ki nimamo dovolj denarja, plačljivo različico? Ali pa da bo različica taka, da bo osnovna sicer zastonj, ampak boste morali ves čas gledati oglase, tako da bi se zdaj čas ustavil, tule bi se pa zadnji napisali Coca-Cola recimo, ali pa Fructal bi utripali zadnji, ne? In a si želimo tega? Jaz mislim, da je ta fizični svet v bistvu tako lep, kljub temu, da smo minljiva bitja, ampak se imamo pa lepo, lahko se imamo še lepše, posebej, če pazimo na to, kar imamo. In ja, to sem pozabil. In to bi vam rad pa tudi razdelil, no, preden greste, če želite. Sabo imam štempelj, tega nisem povedal. Analogni pripomoček, ker ne za samo, da živimo v času digitalne preobrazbe, živimo, kot veste, tudi v času štempljanja. Ne? Jaz upam, da sem se danes odštempljal v službi, če to moram zdaj preveriti. Ja, čak, saj sem si, potni nalog. Ne, zdaj pa sploh ne vem več, kaj imam, kaj nimam. Tako da, ne, v glavnem, sabo imam štempelj, na katerem je neko sporočilo, ki bi ga rad delil z vami, no, potem po koncu. In to je v bistvu tako destilat neke misli, ki sem jo izrekel za časopis Večer, pa so jo potem proglasili za Bob leta, v zvezi z tem našim neskončnim iskanjem sreče, ki jo ves čas iščemo, predvsem v sebi, vse pogosteje. Tudi na naslovnicah revij, kakršna je Kozmopolitan, najdete naslove. Srečo najdeš v sebi. Zdaj pa preizkus za vse vas, za danes večer, preden greste spat. Lahko si brskate po popku cel večer. Če najdete tam srečo, prosim, javite mi, ker to bo pomembno znanstveno odkritje. Tudi lani sem bil na kolonoskopiji, enem pregledu, na katerega vas povabijo v nekem starostnem obdobju, precej nenavaden poseg, tako bom rekel, ampak imel sem priložnost videti takrat na zaslonu, kaj je noter. In lahko vam povem, da sreče tam ni. Na srečo ni bilo ničesar.
in pejte na pregled po programu Svit, seveda. Zato imam pa s sabo ta štempelj, na katerem sem ta bob potem zreduciral v bobovo žganje. Piše na njem namreč, sreče ne najdeš v sebi, temveč ob sebi. Pa bom zdaj razložil, zakaj. Mogoče poznate to najdaljšo raziskavo Harvardove univerze, ki traja več kot 80 let in v njej sprašujejo na stotine ljudi, na začetku jih je bilo 600, od izvorne skupine mogoče živa še peščica, ampak ves čas jih sprašujejo ista vprašanja. Zakaj ste srečni? Zakaj ste zadovoljni? Kaj je bistvo življenja? In ko si star, ne vem, 14 let, nimaš pojma, ne? Mislim, mogoče kakšna dobra muska, ne? Ko si star 49, to kot jaz po zadnjem štetju, se ti nekaj svita. Ko si star pa 80 let, kolikor je v Sloveniji ta hip pričakovana življenjska doba, pa točno veš, kaj je bistvo življenja. To ni stanje na transakcijskem računu. To niso znanstveni nazivi, ki jih pridobite. Mislim, kam ne mi potem uklesajo? Izredni profesor, doktor, višji znanstveni sodelavec. Ne? To niso materialne dobrine, ki jih nagrabimo skozi življenje, ker kam bomo to odnesli? In odgovor na to vprašanje, zakaj smo srečni, zakaj ste srečni, zakaj ste zadovoljni, kaj je bistvo življenja? Samo en. V tej raziskavi, zdaj so objavili rezultate par let nazaj, po 80 letih se je pokazalo, da je odgovor na to vprašanje zaradi razmerij z bližnjimi. Z vašimi prijatelji, z vašimi sorodniki, z vašimi starši, z vašimi otroki, z vašimi sodelavci, z ljudmi, ki so vam blizu. Teh prijateljev pa ne more biti 4700, kolikor imam prijateljev na Facebooku. In za te prijatelje, ki jih imam, jaz si ne morem toliko časa vzeti. In zato jaz mislim, da je ena bolj modrih misli misel vašega sokrajana, Andreja Šifrerja, ki je rekel, za prijatelje si je treba čas vzeti. In to še vedno velja, ampak za prave prijatelje, ne za fiktivne, navidezne prijatelje, ker če žonglirate 4700 prijatelji ali pa jih celo vodite s sabo v intimne situacije, s tem ne izboljšujete tistega bistvenega razmerja s svojo ženo, recimo, z dejanskimi prijatelji, ki jih imamo, tako kažejo raziskave, vse manj. Paradoks, živimo v inflaciji prijateljstev in devalvaciji tega pojma, hkratni devalvaciji tega pojma. Pojem prijatelja se nam pred očmi razblinja in zato se splača zazreti kdaj stran od zaslona, pogledati človeka ob sebi in če se strinjate, lahko naredimo ta eksperiment za kec tule, če ste za. Prosim, poglejte 2 človeka v tej dvorani, enega ob vas, pa enega malce dlje stran, pa za 3 sekunde. 3, 4, zdaj. A ste opazili neki? Dobre volje ste postali. Še jaz sem postal dobre volje. Ko sem tebe videl, pa sploh. Zdaj sem te drugič pogledal. Hvala, Dan. Jaz mislim, da je še zadnja priložnost za kakšno hitro vprašanje. Jaz se bolj bojim, da bo razboj, ne pa razvoj. Tega se bojim. Mislim, da sem se 2 dni nazaj pogovarjal z nekom, da je mogoče vzdušje tako, ta hip, kot da smo na ladji, ki pluje čez ocean. Eni so bolj v podpalubju, enim že voda hudo teče v grlo tam spodi. Mislimo, da bomo prišli na drugo stran. Kaj, če gremo proti ledeni gori? In res se moramo vprašati, kdo krmari to barko? Jo lahko tudi krmarimo sami. In nisem fatalist, da bi rekel, konec je, ravno nasprotno. Jaz mislim, da je dovolj časa, da pridemo skupaj, da naredimo tudi vsak nekaj za to, da bo jutri boljši. Jaz mislim, da bi moral vsak od nas ravnati, ali pa ne samo govorite, ja, ravnati tako kot sončni kralj, Ludvik 14.
in reči, država, to sem jaz. Kar naprej se sklicujemo na to neko imaginarno državo, ampak pozabimo pa, država, to sem jaz. Vsak od nas lahko danes naredi nekaj. Zadnji napotek mogoče, a pa zadnji preizkus, zdaj smo imeli že par teh nekih testov vmes, ne? Ampak zadnji preizkus, a je lahko zadnje, česar se dotaknete danes, človek? Bo šlo? Pa ste že naredili ogromno za današnji večer. Lahko da bo še dolg, kaj pa jaz vem. Pa ne gledati na telefon, če se boste zelo dotikali. Ne, se pravim, zadnje mora biti res človek. Hvala za vprašanje. Dan, v bistvu zelo dobro izhodišče za tole, za zaključek, kot praviš, na eni strani si v knjigi rekel, je lahko, da sledi ta oaza miru, na drugi strani ta sistem nadzora, ampak mislim, da je tale prispodoba, ki si jo zdaj dal za to ladjo, ki pluje, pa ne nujno nekam dobro, nekaj, s čimer se lahko hitro poistovetimo. Ampak najbrž je res edini način, da sami prevzamemo to krmilo in da postanemo pravzaprav lastniki svoje prihodnosti. Ja, če Miško ne ve, kam vozi, bolje, da mi začnemo voziti brez traka čez oči, da se nehamo tudi slepiti, no? Pa uporabljamo vosek, če nas slučajno sirene kličejo, naj bo na ladji ali pa pri Miškotu v avtobusu. Jaz bi se ob tej priložnosti še enkrat zahvalil doktorju Danu Podjedu, da je danes z nami, da je delil vse te čudovite misli in zato, da področje antropologije, ki je bila za marsikoga pretirano znanstvena oziroma nedosegljiva, narediš tako vsakdanje, da nam v bistvu s svojimi misli nekako vodiš dan vse do zadnjega dotika. To si lepo povedal. Še sreča, da je žena v tujini, tako da hvala lepa. Hvala.